Kot poudarjajo na Gen energiji, bodo potrebe po električni energiji ob predvideni elektrifikaciji mobilnosti ter ogrevanja in hlajenja vztrajno naraščale. Zato potrebujejo čim hitrejšo odločitev za izgradnjo druge enote jedrske elektrarne v Krškem. Z izgradnjo novega bloka želijo začeti najkasneje v letu 2027. V Sloveniji smo podali vlogo za energetsko dovoljenje. Ta se rešuje na Ministrstvu za infrastrukturo, kar je prvi od korakov pridobivanja dovoljenj. Drugi korak so postopki umeščanja v prostor. Če povzamem, najprej sprejete strategije, kjer bo izražena jasna politična odločitev, da se začne z umeščanjem v prostor. Potem pride pobuda. Seveda pobudo, da začetek umeščanja da ministrstvo pristojno za energetiko in postopke umeščanja v prostor pelje ministrstvo pristojno za okolje in prostor. Potem se začne postopek za pripravo vse potrebne dokumentacije, zlasti dokumentacije o vplivih na okolje, potem presoja družbene sprejemljivosti. In nenazadnje tudi postopek za pripravo investicijske dokumentacije, ki opredeljuje tako vire financiranja, kakor tudi stroške in koristi izgradnje. Mi predvidevamo vrednost za 1200 megavatno elektrarno za proizvodnjo skoraj 10 teravatnih ur, nekje 5 milijard evrov. Financiranje je podobno kot na hidroelektrarnah, je zelo pomembno, da čim več z lastnimi viri. Lastnimi viri so pa seveda prosta amortizacija naših objektov, potem pa tudi seveda dobički naših družb, potem pa seveda za partnerji, ki bi na tem projektu sodelovali, ki že kažejo seveda velik interes za sodelovanje. Ostale vire bi predstavljale mednarodna posojila in pomoč izvoznih bank, ki se po Novšakovih besedah čedalje bolj odločajo za izvozne kredite za izgradnjo jedrskih elektrarn, med njimi je tudi ameriška.